Peter Svetina, lepo vas pozdravljam. Dober dan. In vam čestitam za vašo knjigo z naslovom Veščina pisanja. Vi ste marsikaj. Ste pesnik, pisatelj, urednik, pedagog, prevajalec, verjetno sem kaj pozabil. Kakšno mesto ima v vašem ustvarjalnem delu ta knjiga, o kateri se bova pogovarjala? Nekaj knjig je, za katere sem si zares želel, da bi jih napisal, pa jih ni veliko, ampak ta je med njimi. To sem si pa res želel. Že dolgo časa sem si želel, da bi jo napisal. In ko sem potem to dal v urednici v branje in so rekli, da bojo vzeli, je ena taka, ne bom rekel skala, pa kamen padla, ampak sem rekel, zdaj tisto, kar sem moral narediti, sem naredil. Z olajšanjem. To je dober občutek, ne? Ja, dober občutek je. Urednica je bila? Tina Kozin. Zakaj ste čutili to željo, to, ne bom rekel, potrebo, da napišete to knjigo? Ko sem študiral slavistiko v Ljubljani, sem kdaj med predavanji kolegicam pa kolegom pisal kakšne take verze na lističe. Ali sem pa šel študirati v Idrijo, v našo staro hiško, in sem potem kakšne pozdrave pošiljal vse povsod po Sloveniji. Seb sem tudi napisal kakšno, bi rekel, verzificirano snov, ki sem je moral znati, recimo za oblikoslovje pri Toporišiču ali kaj podobnega, in sem to zrimal. In to me je začelo zanimati, zabavati pravzaprav. Potem, ko sem dobil pa mesto na Filozofski fakulteti asistenta za literaturo, sem pa začel predavati pač vaje, imeti študenti marsikakšne stvari, med drugim kriminalko pa sonet. In se mi je zdelo potrebno, da če zdaj o teh stvarih študenti govorim, da tudi sam preskusim, kako se zdaj te forme obnašajo. In sem začel sam prevajati sonete, pa pisati sonete, tako pač zelo mehansko. Ne? Stali ste za svojimi besedami, ne? Nekako. Zato, da sem tudi od študentov potem lahko zahteval, da sonete pišejo, ker sem sam videl, kako se te stvari da napisati. In od takrat naprej, potem je pač prišlo pisanje za otroke, in od takrat naprej sem pravzaprav sebe opazoval, kaj se dogaja med tem, ko opazuješ, ko se odločiš za pisanje, med tem, ko zapisuješ, med tem, ko popravljaš, ker sem se zmeraj znova našel v položaju, ko sem to moral na en način razlagati študentom. In pravzaprav je to ta želja ali pa potreba potem, da bi to napisal in dal s tem možnost vpogleda, kako to pri meni nastaja, ker si mogoče lahko kdo s tem pomaga, je dolg časa nastajala. In potem je po 10 letih res nastala ta knjiga, no, ki je pa tako, bi rekel, strukturirana pestro. K strukturi knjige se zagotovo še vrneva, ampak ob branju te knjige, tudi ob nastanku, sem zelo hitro dobil ta občutek, ki ga imam sicer ob vas, da ste res nekako pedagoški tip človeka. Ja, zdaj, ta teden smo se pogovarjali doma in smo naštevali pedagoge, ki so z naše družine. Je bila ena teta, pa stric, pa zdaj hčerka študira razredni pouk, žena je pedagoško zgodovino delala, brat predava na fakulteti. Tako da tega pedagoškega pravzaprav je zelo veliko v družini in je mogoče nekako napoldedno, no, da se te stvari potem pojavijo pri otrocih staršev. Ja. Naslov knjige Veščina pisanja. Kdo ne bere to knjigo? Pesniki, pisatelji, eni in drugi, in še kdo, mogoče tretji? Ja, zdaj jaz mislim, da kogar zanima pisanje, pravzaprav lahko bere to knjigo. Če ga zanima, kako tekst nastane, kako mogoče lahko sam sebe pripraviš do tega, da boš opazoval, da boš tisto opazovano potem v besedo. Jaz mislim, da je za te je knjiga, no, skratka, jaz sem imel v mislih študente, pa še koga drugega, zato ker kakšni deli so tudi taki, ki se lahko berejo kot zgodbe ali pa kot ene stavke za zgodbe. Ampak zlasti mislim, da jo lahko berejo tisti, ki jih zanima pisanje ali pa nastajanje literarnega besedila. Uporabili ste nekako besedno zvezo spraviti samega sebe k pisanju. Zakaj bi se nekdo spravil k pisanju? Neka popevka je smisel življenja, ležanje na plaži. Skratka, zakaj sploh pisati?
Ja, mogoče kdo čuti potrebo potem, da bi neke stvari povedal, da bi neke stvari napisal, ja. Skratka, najprej je neka želja, neka skoraj potreba, klic in šele potem to dejanje volje, da se poskušaš nekako spraviti k pisanju. Jaz mislim, da je to zelo različno od avtorja do avtorja ali pa od avtorce do avtorce, ker kakšni se pač enostavno usedejo, si naredijo načrt in pišejo. In tam bi rekel, da je mogoče ena taka zelo racionalna, zavestna odločitev bolj intenzivna, kot pa ena potreba, ena notranja potreba, da boš ti zdaj izrazil, da boš nekaj napisal ali pa da se boš v neko stanje pripravljen spraviti, kjer bojo potem pač te besede, stavki se kotalili in ti ne boš imel kakšnega silnega vpliva na to. Pri meni je to drugo in vidim, da tudi pisanje take vrste, kot ga jaz imam, pravzaprav me zelo utrudi. To ni eno samo Prešerno veselje, ki bi zdaj že napolnjuje, ne, s tem, ampak napolnjuje s tem, da si naredil, ne s tem, ko pravzaprav ne, čakaš seveda, da se boš usedel, ampak potem je to je res meni utrudljivo. Zelo sem utrujen potem, ko stvar nastane, sploh če traja več dni, recimo en teden, zelo intenzivno. Sem presrečen, ampak ko me pogleda moja Barbara, reče, takole utrujenega te še nisem videla. Kaj vas utruja? Utruje me po moje zbranost, se pravi ta eno stanje, v katerega se spraviš ali pa te spravi zdaj to delo, ko si pravzaprav ne veš, okolico seveda registriraš, ne, zato ker se okolica velikokrat potem pojavlja ta hipna, to, kar slišiš, kar vidiš, se potem kar v teksti spiše. Ampak po moje je taka zelo, zelo močna zbranost, ko pozabiš, da te zebe, ko pozabiš, da si žejen, ko pozabiš, da te na WC tišči, enostavno tega sploh ni. To vidiš po uri, pa v 2 urah, recimo, ne, da si ves čas bil tam, da si bil zbran, da si te stvari delal. Zato, ker se ta tok ponavadi kar vali, a ne, se pravi, ko pride, ko sem se opazoval, ko štarta, ne, potem se to kar vali in včasih ne moreš tega ustaviti. Ne, tako da včasih se je zgodilo, recimo, ko sem za več dni šel pisati, sem si hotel spočiti, enostavno pogledal skozi okno in sem videl tam neke 3 te klime in so hotele zgodbo svojo, so nenadoma hotele zgodbo in sem pogledal na drugo kraj, sem videl en stol na balkonu in je spet hotel zgodbo in jaz nisem zmogel teh zgodb. Ne, tako da je bilo včasih mogoče že malo mučno, ampak potem, ko napišeš, srečen si, ampak to je res napor in to utrudi pravzaprav ta zbranost in je nisem zmožen potem še enkrat podoživeti, da bi ta tekst zelo spodobno popravil. Lahko ga preletim, lahko neke stvari popravim, zlasti skrajšam, ne, če so stvari take, da so preobširne ali pa da lahko brez njih tekst funkcionira, potem se pa v bistvu k tekstu ne morem več vračati. Če ostaneva še za hip pri pisateljski morebitni utrujenosti, tako kot ste opisali, je ta utrujenost res nekaj izjemnega v vašem življenju. Delate še marsikaj drugega, ste tudi pedagog. To torej pomeni, da je ustvarjanje nekaj bolj napornega kot vsakdanje življenje. Ne vem, če je bolj naporno, ampak recimo pri predavanjih traja predavanje 1,5 ure, recimo. Pa potem je odmor, pa lahko še 1,5 ure. Tam sem seveda tudi zbran, prihaja do interakcije, ti se odzivaš na študente, ne vem, je dan poseben, so utrujeni, so veseli in pravzaprav je ta komunikacija seveda podobna pisanju. Tam sem tudi utrujen, seveda na koncu tedna v petek se včasih potem najdem ali pa zavem, ko sedim v pisarni svoji, si pripravim čaj in pravzaprav ne bi rekel bolščim, ampak enostavno sem tam pol ure za oknom, gledam ven in se mi nič ne dogaja, zato ker moram nekoliko se regenerirati, da bom lahko potem šel domov. Prej ste bežno omenili, da ste bili asistent na Ljubljanski univerzi, domnevam. Zdaj delate kot profesor na Celovški univerzi. Kako to, da niste na Ljubljanski univerzi? Ja, enostavno. Pogodba se mi je iztekla, takrat ni bilo pač več mesta, sem šel na Zavod za zaposlovanje. Potem sem bil 1,5 leta v knjižnici še Pionirski, ker je tam vodja šla v penzijo. Potem se je pa mesto sprostilo v Celovcu in sem se prijavil, so me poklicali na razgovor in očitno
sem bil toliko ustrezen, da so me pač tam zaposlili. Vrniva se k vaši knjigi Veščina pisanja. Kako ste jo zasnovali? Zasnoval sem jo pravzaprav tako, da sem pisal najprej tiste dele, ki so zdaj na koncu. To so dnevniški zapisi pravzaprav. En del je bil 40 dni pisanja, to je bil en tak eksperiment, v katerega me je nagovorila nečakinja Ula. Ko je bila korona, ko so bile te zapore, bi rekel karantene, ko se nikamor ni smeli, rekla: Petra, bi ti meni zvečer eno pravljico prebral po telefonu. Sem rekel: ja, z velikim veseljem, samo zdaj, če ti jo bom bral, si jo bom pa še zmislil. In potem je en večer prej povedala, o čem bi naslednji dan rada poslušala. Tako da sem jaz imel cel naslednji dan časa, da sem se pripravil, da sem napisal pravljico in o 7:30 sem moral biti pred telefonom in sem to pravljico bral. Na kar se je še ena kolegica med pač tisto klicala vmes iz Primorske in sem ji to povedal, rekla, da je to pa potem še nam preberi. In potem se je tam zbrala ekipa njih 5 družin, ki so ob 8 poslušali to isto pravljico. In sem rekel, da bom pač poskušal to izkušnjo napraviti, zdaj pisati pravljice 40 dni, vsak dan eno pravljico. In sem ustrajal, zdaj bral sem jih 30 dni, potem sem jih še 10 dni pisal. In te pravljice so ostale in seveda ta refleksija moja, ki sem jo sprot pisal, spet z mislijo na študente, je en del te knjige, in nekaj pravljic, ki sem jih kot za zgled dal. In ta dinamika pravzaprav, kako na začetku se ti zdi vse enostavno, se gre, potem pa vidiš, da so kdaj taki časi, ko sediš pred praznim ekranom o 6:30 s prazno glavo, veš, da ne vem, si je zaželela o raketi pravljico, ti imaš, ne veš nič, ampak o 7:30 moraš brati, zdaj ne moreš biti brez pravljice in potem se zgodi, se napiše pravljica v tisti uri. O teh izkušnjah in potem na koncu, ko prideš, nobenega zmagoslavja, enostavno tak pomirjen občutek in tak, da si prišel do konca, tisto, kar si zadal, si naredil, nobenega zmagoslavja po tistih 40 dneh. Vse te stvari sem skušal reflektirati. Potem drugi del je tudi dnevniški, ki je potem 2 leti še kasneje nastajal z kakšnimi takimi redkimi obdobji, ko se mi je zdelo, da je kakšno stvar o pripovedovalcu, ne vem, ko sem hodil okrog in sem premišljeval, da jo je vredno zapisati. In to sta ta dva dela, ki sta na koncu. Ko me je pa nagovorila Tina Kozin, da zdaj bi pa lahko pravzaprav to knjigo izdal, oblikoval, sem se pa lotil pisanja enega dela, ki je malo bolj obsežno v elementih literarnega pisanja, tako kot jaz to, ko razumem ali pa kot sem s to študentom razlagal, kot jim razlagam, seveda je tam literarna teorija vključena, pa kakšne vaje, ampak ne take vaje, ki so tehnične, se pravi, ker na to pisanje ne gledam jaz na tak način, kot Andrej Blatnik, ko sva se z njim pogovarjala. V marsičem je zelo podobno vse, ampak on je sam rekel, da stvari, se pravi, te vaje so bolj te tehnične narave. Pri meni imam bolj vaje za opazovanje samega sebe, kako boš potem to obesil. To je ta, bi rekel, en obsežen del, potem je pa en uvodni del, ki so pravzaprav ena taka kratka premišljevanja o elementih pisanja, ampak tako, bi rekel, bolj literarno, pesniško, eseistična, s primerjavami s slikarstvom ali pa z muziko ali kaj podobnega. En del, srednji, so pa pravzaprav zelo popisane tako, ne zdaj prav zelo literarno, ampak tako bolj faktično, stvarno, čeprav na en način tudi seveda literarno, stvari, ki so se na tak ali drugačen način znašle v pravljicah ali pa v zgodbah. To pa z namenom, da če hoče kdo iskati, ker me velikokrat sprašuje, koliko je zdaj konteksta, koliko se zdaj resničnost zrcali v tekstih. Če kdo pozna pravljice ali pa tekste, ki sem jih pisal za otroke, zdaj tam lahko najde marsikje, bi rekel, tisti kontekst, ki se je zgodil, ki me je nagovoril, da je potem nastala pravljica. Iz teh delov je ta knjiga sestavljena, tako da jo lahko včasih, si mislim, bere tudi kdo samo prvi del ali pa samo, kaj pa vem, lista. Če ostaneva za hipec pri delu o elementih literarnega besedila, o katerih elementih pišete? En element je recimo ritem. Imam zmeraj občutek,
ko razlagam, da je ritem vedno povezan z dihom ali pa s korakom. A ne? In sem s tem na ta način poskušal potem pojasniti, kako je z ritmom v literarnem besedilu. Potem en element je recimo podoba. To je bolj slikarska ali pa bolj vizualna stvar, ne? Ampak podobe se izrišejo tudi, ko pišeš ti pravzaprav to podobo, ki se ti nekako naslika pred očmi, a ne, opisuješ podobo in jo ubeseduješ, recimo. To je, potem so recimo asociacije, pa osebna izkušnja, pa zamolk, recimo, a ne, da ene stvari zamolčiš, da jih ne poveš, da pravzaprav pustiš prostor, da bralec nadaljuje, pa konča misel, zgodbo, ne. To so tisti elementi, ki se mi zdijo tisti, na kjer je vredno biti pozoren, no, če se kdo ukvarja s pisanjem. Vi, če se pravilno spominjam, zapišete ob zamolku, da je to neke vrste vprašaj. Kot pisatelj, namesto da zastavi eksplicitno vprašanje, naredi 3 pike in nekako sporoča bralcu, bralki, zdaj pa premišljuj o tem, kaj sem zamolčal, najdi nek odgovor, neko vsebino. In ob takem mestu sem pomislil, a ima mogoče zamolk še kakšno drugo vlogo? Ja, zamolk mislim, da ima več vlog, ampak zlasti se mi zdi, da je, se pravi, tista vloga, zdaj, kolikor bi premišljaval, je vloga ta, da nekaj moraš končati. Se pravi, kot bralec moraš nekaj končati, česar ti avtor ali pa avtorica ni povedal. In če moraš ti končati, je ponavadi spomin na ta tekst drugačen, ali pa bolj si ga zapomniš, bolj živ pravzaprav ostane. Nekaj napora, energije moraš vložiti v to, da ta tekst, da z njim nekaj narediš, da ga končaš. In vidim pri študentih, ali pa v različnih teh kulturnih okoljih, kakšne tekste beremo, da ene to strašno mot, da ni povedano do konca. Ne? Eni pa pač enostavno lahko s tem grejo. In si mislim, da je ne glede na to, seveda, z gledišča avtorja so stvari take, nočeš o nečem pisati, zanalaš pač nekje končaš. Ne? Mislim, tu je perspektiva verjetno bralca drugačna od perspektive avtorja, ampak drugače mislim, da je ta nagovor bralcu, da končej, ne, je tista osrednja stvar pri zamolku. Lahko da je pa tudi kakšna druga stvar še. Za hip sem pomislil, da ta zamolk pomeni pravzaprav, da je to nekaj neizrekljivega. Nekaj, česar ne moremo izreči, ker nas radikalno presega, nas kot posameznike, nas kot skupnost, skoraj da neke vrste tabu. Ampak eden izmed elementov, o katerih pišete, je tudi pričakovanje, presenečenje. In to je tudi zame bilo presenečenje. Ja, tu imam občutek, da je stvar pravzaprav tista, ki vprašanje pričakovanja pa presenečenja, tisto, kar žene k branju. Ko začneš brati, naslov ti postavi eno pričakovanje. In potem horizont pričakovanja. Ja, tako nekako, skratka, tako široko. Ne? In potem, ko začneš brati, seveda, zdaj moraš ti tekst, ki si ga začel brati, že umestiti v tisto pričakovanje ali pa ta horizont pričakovanja, ki se je sprožil. In zdaj, ko skozi tekst greš, preverjaš, ali se to uresničuje ali se ne uresničuje. Seveda tekst zmeri nekam pelje. In je zmeri potem spet vprašanje, ali bo zdaj tekst pripeljal tja, kamor ti misliš, da bo pripeljal, ali te bo spet nekaj presenetilo in bo tekst drugam zavil, kot ti misliš. Spomnim se recimo enega teksta, ki sem ga lektoriral, en prevod June Barnes, ki je šel v modernih klasikih. To je bilo eno besedilo, ki se mi je tako vleklo in se rekel, iz tega pač ne bo nič, ne vem zakaj pravzaprav se te stvari dela, tako pač res. In potem pa na koncu, zelo tik pred koncem, brijeta 2 strani, ki sta tako silni, da te sezuje. Ne? Zares, enostavno posedete, obrne vse na glavo in si zapomniš to. To je res učink, a ne? Zdaj, če bi tista stvar se iztekla tako, kot sem jaz mislil, najbrž se na Juno Barnes sploh spomnil ne bi. Tukaj se pa spomnim zdaj, pravzaprav tega,
momenta, ne vem, zakaj je šlo, ampak vem, da je bilo to strašno silno. Ne, in mislim, da ima presenečenje ima tako funkcijo v besedilu. Če ostaneva še za hip pri presenečenju, vi zapišete, navajam: ne verjamem, da si človek prav dobro zapomni besedila, ki ga niso na neki način presenetila. Ne? To je to presenečenje, o katerem ste govorili. Kaj pa čustva? Kakšno vlogo odigrajo pri tem, da si neko knjigo zapomnimo? Ja, imam občutek, da tisto, kar samo potrjuje, mogoče gre prej v pozabo. Vem pa ne, to bi mogel pa pravzaprav bolj kakšen psiholog povedati. Se pravi, tisto, kar potrjuje tvoja stališča, tvoja čustva, vse to, da mogoče se samo rečeš, ja, vse to je podobno, to je enako, a ne? Če pa so ene stvari, ki so drugače s temi tvojimi stališči ali pa s tvojimi predstavami, tam pa mogoče potem začneš o tem premišljati, kako zdaj to pri nekom drugem funkcionira. In mogoče je to tista stvar, ki te nagovori, se dalj časa s tem ukvarjaš in zato mogoče ostane. Je pa najbrž res, zdaj sem se spomnil na Giuseppe Marotta, je eno knjigo napisal Učenci sonca, v zbirki Humor je šlo, kjer pravzaprav govori o tem, kako nek možakar pripoveduje zgodbe. In te poslušalci, pač so neke te zgodbe še vseh teh poslušalcev. Ne? In pravzaprav se kaj veliko ne zgodi, ampak je en tak božji mir v tisti knjigi. A ne? Sem si jo pa tudi zapomnil, čeprav sem k temu božjemu miru tudi jaz kdaj nagnen, ker ga potrebujem. In me je nagovorilo prav to, ker sem mogoče v tistem hipu nekaj takega potreboval. Ne rad polemiziram s svojimi gosti, ne? Ampak prej ste poudarjali pomen presenečenja. Pri tem italijanskem avtorju ni nobenega presenečenja, je pa nekaj drugega, je neko razpoloženje, neko čustvo. In pravzaprav se je to čustvo nekako, ne bom rekel posrkalo, prepričalo. Absolutno. Se mi zdi, da zdaj v tem primeru ne bi mogel govoriti o presenečenju v knjigi, ampak o presenečenju, da sem tisto knjigo našel. Ja. Drugače pa ja, si mislim, tega presenečenja na ta način, tukaj se pa zelo globoko strinjam, ja, na tak način presenečenja, kot kakor sem prej govoril, njim pa ni bilo, ne? To pa ni bilo, ja. Elementov, o katerih razmišljate v svoji knjigi, je precej. Eden izmed njih je govor literarnih likov. Kako lahko vse literarni liki govorijo, kako jih lahko avtor nekako v besedi? Velikokrat imam občutek, da se zapisuje govor literarnih likov tako, kot imaš občutek, da si to nekje prebral ali pa da si slišal ali pa da je treba na en način. Tisto, kar jaz mislim, da je dobro, o čemer je dobro premišljati, je to, da ne govori vsak človek na enak način. Eni govorijo bolj pogovorno, eni bolj, bi rekel, knjižno, eni narečno, eni zamolke delajo, eni govorijo kot plas in zamolke ali pa vdihnejo kar sred stavka. In je najbrž dobro, da karakteriziraš literarne like tudi na tak način, da se skozi govor njihov značaj da prepoznati. Tukaj potem navedete nekaj priporočil, kako naj avtor izboljša govor literarnih likov, in potem kot zadnjo priporočilo navedete, priporočate branje. In v tem primeru navaja morda zlasti branje dobrih prevodov. Zakaj prevodov? Pri prevajalcih, če so dobri prevajalci, imam občutek, da imajo tako izostren občutek za jezik, da se splača ta njihov občutek, da se mu splača pravzaprav posvetiti in brati te prevode. Se pravi, zdaj, seveda so teksti, kakršni so, velikokrat so dobri, če jih ti dobri prevajalci zbirajo ali pa uredniki, ampak je praviloma jezikovno dober ta prevod in seveda vključno z govorom literarnih oseb. Zdaj, seveda je spet vprašanje, ne, če kar samo polemiziram tokrat, da če je originalu napisano tako, da te literarne osebe ne menjavajo registrov, ne, seveda prevajalec tega ne more narediti. Peter Svetina, še nekaj me zanima.
vi pišete o iskanju ravnotežja oziroma ravnovesja. Ne? Kako ne zdrsniti na eno stran, ne na drugo, ampak najti neko pot, ki je ustrezna, ki je učinkovita, ki kljubuje mogoče čas in tako naprej. Kako iskati to ravnovesje, oziroma po drugi strani, kaj pa morebitna tveganja, morebitni hoteni zdrsi, kako gledate na njih? Si jih kdaj kot avtor privoščite, mogoče pišete o njih tudi v svoji knjigi? Jaz mislim, da je treba zmeraj preizkušati pravzaprav te meje ali pa robove. Seveda zdaj, če stopiš čez, je fino stopiti čez, samo ne tako, da boš strmoglavo potem, ker potem ne boš več kaj mogel narediti ali pa bo tekst slab. Morda kakšen primer? Recimo, ko sem pisal Modrost nilskih konjev, sem tam za nalaž dal geparda Francija, ki kadi cigarete. Ali pa František, tam je en pingvin, ki nese seboj pivo. Za nalaž sem pustil pivo in cigarete. Čeprav so mi potem rekli, to je za otroke, to ni dobro. In vse to. Ampak to so take stvari, kjer pravzaprav mogoče malo meje širijo. Zdaj, da bi pa tam opisoval še kakšne druge stvari, recimo še, ali pa podrobne, ali pa še neke druge zastranitve v delu, bi bilo pa preveč, za moj občutek. Mogoče bi kdo drug znal to dobro narediti, a ne? Ampak zato si mislim, je treba pravzaprav, tako kot pri tem pričakovanju ali pa nepričakovanju, z jezikom te stvari delati vedno pri sebi, gibati se, a ne? In gledati zdaj, koliko še smeš jeti čez, in ta občutek se vedno izoblikuje, bi rekel, ko delaš stvari. A ne? S kilometrino? S kilometrino, bi rekel, ja. Tako da tudi na koncu jaz ne morem reči, vem, a ne. Zdaj ne vem, po 30 letih pisanja ne vem. Zato so te stvari tudi pravzaprav nastavki, ki jih nekdo drug lahko uporabi, a ne, pa jih dela naprej, ali pa razvija. A ne. Jaz sem do tukaj prišel, recimo. Ali pa v njih razmišljate v knjigi Veščina pisanja, ne? Ja. Peter Svetina, hvala vam za vašo knjigo in hvala za pogovor. Hvala, Rako.